področju operativnih inteligentnih transportnih sistemov teče velik projekt v Evropi, ki se mu reče Sea Roads, se pravi kooperativne ceste. Gre pa za enotenje komunikacije, ki jo upravljajo upravljavci cest. Govorimo že o komunikaciji med avtomobilom in infrastrukturo, pa med komunikacijo med avtomobilom pa avtomobilom. Tako je, ja. Govorimo o neposredni komunikaciji strojev med sabo. Zelo pomembno je, da različni proizvajalci vozil, različni proizvajalci posameznih naprav ob cesti, vremenske postaje, števci prometa, kamere, karkoli pač upravljavci postavljamo ob cesti, da se ta komunikacija odvije na enak način, kar pomeni, da vozilo, ki pelje iz Francije skozi Italijo, Slovenijo na Madžarsko, da v vsaki državi lahko prejme svoje obvestilo. Če teh standardov ne bi bilo, se lahko zgodi, da na določenem območju pač te informacije več ni zaradi tehničnih razlogov. Sistemi v avtomobilu so zdaj itak zintegrirani med seboj. Navigacijska naprava, tempomat, prilagodljiv tempomat, zaznavanje znakov, to je vse zdaj itak povezano. Namen teh standardov je pa to, da poleg teh informacij, ki jih avto sam zaznava s svojimi senzorji, pripeljemo še informacije, ki jih pa upravljalci cest imajo pri sebi. Prav, o tem, da je nekje nek dogodek, temperaturo vozišča, sporoča in take zadeve. To v bistvu avto pomaga pri odločanju. In tudi navigacijska naprava v avtu sama za sebe že deluje. Če pa mi še pošljemo podatek, da je pa neka cesta zaprta, nam bo pa pač ponudila obvoz. Če mi povemo, da je pred nami nesreča ali pa da je nek avto zaviral, bo seveda naš avto lahko pripravljen na to in bo lažji, hitrejši odziv. Projekt Sea Roads se osredotoča na sodobne sisteme, ki so zaenkrat še v redkih avtomobilih, ustvarja pogoje za hipotetično prihodnosti avtonomno vožnjo. V širšem pomenu besede je pa situacija pač taka, da imamo trenutno in še nekaj časa verjetno bomo imeli v avtomobilih različne sisteme, ki nam pomagajo, da vemo, kaj se dogaja na cesti. Od radijskih postaj do navigacijskih naprav, do mobilnih telefonov, do teh sodobnih sistemov. In mi pravzaprav smo v položaju, ko moramo upoštevati vse te sisteme. Ena od teh so tudi aplikacije na mobilnih napravah, vemo, da je to realnost. Ampak to ne gre skupaj s tem, da mi spodbujamo uporabo telefona med vožnjo. Se pravi, varnost, nevarnost. Se ravno zato tukaj gre, da ugotovimo, kje je še meja, kjer je lahko ustrezna uporaba prostoročna telefona na stojalu varna. Kako se vi odločite, kaj rabi voznik med vožnjo? Najprej seveda probamo določiti vrste voznikov. Nekateri se vozijo v službo, nekateri rabijo stvari, ko grejo enkrat na leto, dvakrat kam dlje. Potem imamo profesionalne voznike, naprimer tovornih vozil, dostave in tako naprej, taksi službe, kakorkoli. Vsi ti vozniki imajo pa nekaj skupnega, ne? Želijo zvedeti, kaj se dogaja na cesti, tisto, kar jih zanima, in ne želijo vedeti tisto, kar ne vpliva na njihovo vožnjo. Se pravi, pomembno je, da zelo dobro definiramo lokacijsko zavedanje vseh sistemov, ki jih imamo v ozadju. Pomembno je potem tudi vozniku znati povedati, kaj zdaj narediti. Naprimer, ko se zgodi zastoj, kaj naj naredim? A naj ostanem na avtocesti, ali naj grem na vzporedno cesto, na katero vzporedno, kjer obvoz naj uporabam, da bo najboljši. Mi tukaj v ozadju lahko zelo dobro svetujemo, da najti pa moramo način in tukaj želimo najti način, kako čim bolj enostavno in učinkovito to spraviti v vozilo oziroma na aplikacijo do voznika. Najbolj pomembna se nam zdi funkcionalnost tega glavnega pogleda na zemljevid, da je res asketski in ne krade pozornosti. Da je vmesnik tako enostaven, da je naenkrat prikazano samo tiste informacije, ki jih uporabnik, v tem primeru voznik, potrebuje in je kakšen klik več boljši. Recimo, v okviru te študije smo ugotovili, da je pozicija zgornje strani ekrana boljša kot spodnje strani, recimo to sta bili dve možnosti, in da je tudi barvno označevanje, se pravi, če gre za neko opozorilo, ki je dogodka, ki je relativno dolgo pred nami, se pravi, da imamo dosti časa zreagirati nekje z zeleno, oranžno barvo v redu, če smo pa zelo blizu ali pa nas nekaj preseneti, je pa to sporočilo obarvano rdeče, pa tudi spremlja ga zvočno opozorilo, naprimer pisk, in ta kombinacija se je izkazala, saj med našimi udeleženci tele študije,
za najbolj primerno, po njihovem mnenju. Nova Darsova prometna aplikacija bo v mobilnih trgovinah Applovih in Androidnih naprav na voljo v začetku prihodnjega leta in naj vas povabimo, da sami ocenite ugotovitve udeležencev vožnje na simulatorju. To, da nova aplikacija ni zgolj še bolj premišljeno oblikovana, ponuja tudi eno, po našem mnenju, ključno funkcionalnost. Novost, ki mene osebno najbolj fascinira kot dokaj rednega uporabnika te aplikacije, namreč do zdaj sem moral vedno aplikaciji povedati, kam se želim peljati. Novost pa je način prosta vožnja. V prosti vožnji nam v bistvu ni treba podati neke lokacije, ampak aplikacija sproti ugotavlja, po kateri cesti se vozim, v katero smer se vozim in nam skuša posredovati informacije na tej moji poti v smeri vožnje o dogodkih, ki so se zgodili, ne da bi karkoli interaktiral z aplikacijo. Aplikacija Promet Plus je torej postala sovoznik, ki se z vami samo pelje, nikakor pa vam ne pametuje glede tistega, kar tako ali tako že veste. Je pa ta digitalni sovoznik lokalno najbolje informiran, v praksi pogosto bolje od Googlovih in Applovih zemljevidov, ki vam sicer tudi že znata pokazati oranžne in rdeče odseke. Na meni osebno je na primer zadnjič prav pogled na Darsovo aplikacijo prihranil dobrih 20 minut zastoja na dolenjski avtocesti, ko so prometni portali nad avtocesto že sporočali prometno nesrečo, po Applova in Googlova pa je bila avtocesta še povsem zelena. No, lokalni prometni servis je lahko tudi bolj proaktiven, saj pozna tudi to, kaj se na cestah šele bo dogajalo v času naše vožnje. Ampak kar se tiče izrednih dogodkov na cesti, pa velja, da so danes prometni servisi nasploh še vedno najbolj učinkoviti ob človeški pomoči. V tem primeru vas vabimo, da pomagate. Gre za situacijo oviro na cesti. Tukaj je bil namen, da bi naši vozniki, čim bojo lahko, da bojo lahko sporočili tolo situacijo v center preko tega čarovnika, da bojo še ostali vozniki potem lahko obveščeni. Feedback tudi nekako potrjuje našo tezo, da uporaba tega čarovnika celo med vožnjo, oziroma pač, kadar je to možno narediti varno, ne obremenjuje preveč voznikov in njim ne krade preveč pozornosti. Študija na simulatorju vožnje pa v resnici ni samo preuredila ikon na zaslonu telefonov, ampak je ponudila tudi en izredno pomenljiv dokaz. Ena zelo pomembna stvar, ki jo želimo pravzaprav dokazati, da je dobro obveščen voznik veliko bolj varen voznik. To se je dejansko izkazalo, da brez informacije se je zgodilo tudi na simulatorju veliko več nesreč, pa nevarnih voženj, prepoznega zaviranja, kot ko je voznik dobil informacijo pravočasno in dovolj jasno.